so poštne pošiljke, ki se razdelijo, potekne, tamle lahko se obrnete tja proti steni, se pošiljke razdelijo, potekne delilnih omarah, jih mi imenujemo. In sicer glede na posamezno področje, ki ga pokriva en pismonoša, oziroma v katerem področju mora en pismonoša dostaviti pošiljke. Potem pismonoši pridejo v službo ob 6, te pošiljke vzamejo iz teh predalčkov in sedejo za svojo mizo. To mizo si bomo šli pa zdaj pogledati. Pa vas kar povabim, gremo za mano. No, še gremo tam noter. Vredno, zdaj tule smo rekli, smo v tem prostoru, kjer si naši pismonoši pripravljajo pošiljke, da jih potem dostavijo. Prej smo rekli, da ko pridejo fantje v službo, pismonoši si tam iz tistih predalčkov vzamejo poštne pošiljke in sedejo vsak za svojo mizo. To je tole. Mi rečemo tej mizi potovnik. Zakaj potovnik? Zaradi tega, ker je na tej mizi, na tejle napravi, bomo rekli, je označena pot, ki jo mora pismonoša v enem dnevu obhoditi. In sicer so tu napisane ulice in pa hišne številke, naslovi. Po tem obhodnem redu si pismonoša zloži pošiljke, ko ima vse pošiljke zložene, si naloži v torbo, se sede na moped in se odpelje na teren. In začne potem po vrsti dostavljati oziroma vročati poštni pošiljko. Po vrsti tako je zadolžen, kdor je pač na vrsti, je zadolžen za izpraznevanje vseh poštnih nabiralnikov po mestu. In zato se mora pripeljati do vsakega nabiralnika, ga mora odpreti, prevzeti vse pošiljke, ki so noter, si jih zloži v torbo oziroma v avtomobil čez avtom, in jih potem pripelje vsem na pošto. Tu se pa potem pošiljke najprej zložijo na dva dela, se pravi na tiste, ki so napisane, ki imajo napisan naslov s tiskalnikom, se pravi strojno, in pa na tiste, ki imajo napisan naslov z roko, ročno, s kuljem. Potem se pa pošiljke najprej žigosajo. S žigom. To smo videli tam v tiste majhnem prostoru. Potem, ko so pa pošiljke žigosane, se pa zložijo v tiste rumene zaboje, oziroma bomo rekli pismarnice. Pismarnice se naložijo v zabojnike. Tudi, če se boste obrnali tjale stran od mene, bomo videli tako, kako so pismarnice zložene v zabojnikih. Zabojniki pa se potem naložijo na tovornjake in se odpeljajo proti poštno-logističnim centrom. Naših pismonoš nalaga avtomobil s paketi, ker tudi pakete vozimo. Tale avto je pa že naložen in sicer so noter pa pošiljke, ki jih pismonoši naprej odpeljajo do posebnih spraviliščov. Zdaj, mogoče še zadnja stvar, da predstavim malo o velikosti. Zdaj na naši pošti, da si vseh skupaj zaposlenih tam okrog 60, imamo skoraj 40 pismonoš, pa okrog 20 imamo punc, v zgornjih prostorih za šaltrije. Kar se tiče vozil, imamo 8 avtomobilov, imamo nekaj čez 20 motorjev, pa tudi 5 ali 6 kolek. Se pravi, da to uporabljamo za dostavo pošiljk. V redu, zdaj pa me zanima, še ima kdo kakšno vprašanje. Izvoli. Vrata pa mora biti vedno zaprta zaradi tega, da bomo rekli, kako ne pridi prav, da pride noter. Doskrat slišimo po radiju o raznih ropih, pošt, sem pošt, tudi bank, pa tak naprej. In vrata moramo zapirati ravno zaradi tega. Zato, da smo varovani pred raznimi roparji in tako naprej. Še ima kdo kakšno vprašanje?